V službi se počutim nemočno. Ves čas me spremlja občutek nesposobnosti. Šefica je hinavska, nasilna, nerazumevajoča, škodoželjna, me zatira, mi preprečuje napredovanje. Šef me ne sliši, samo nalaga mi delo. Bojim se vzeti čas zase. Občutim krivdo zaradi sinovih težav. Jezna sem na taščo. Težko pokažem svoja prava čustva, še posebej svojo ranljivost. Vedno moram biti tako presneto močna, pa ne le zase, tudi vse druge je potrebno vedno reševati. Vam je to kaj znano? Se vam je kaj takega že zgodilo? Poglejmo celovito, kako pristopiti k takim precej pogostim izzivom. Prvi korak je, da nekaj malega pozornosti posvetimo tudi našim mislim, čustvom in občutkom, da se jih zavedamo. Če zaznamo tesnobo, razburjenje, strah, malodušje, žalost, jezo, je to odličen znak za naše ukrepanje. Če se zadeve lotimo tako, da popijemo skodelico čaja za pomirjanje, gremo na izlet v naravo ali se sproščamo na nek drug prijeten način, zadeva deluje, vendar zgolj kratkotrajno, kajti zgolj blažimo, lajšamo posledico. In če se dogodki ponavljajo, se naše počutje počasi slabša. Spremembe so tako drobne, da jih skoraj da ne zaznamo. Na novo slabše počutje pa se kaj hitro navadimo. Zato je izjemno pomembno, da smo pozorni na svoje počutje. In če zaznamo jezo, žalost, obup, malodušje, strah, pomislimo, kaj se nam je pred tem dogajalo in kaj se nam je pletlo po glavi. Ter si to tudi zapišemo. Ko je vse skupaj enkrat črno na belem, nam težko uide. In lahko se našega slabega počutja lotimo tako, da bomo pri tem dolgoročno uspešni. Zato pa moramo poiskati pravi vzrok, ki se praviloma nahaja na nezavednem nivoju. V 7. prispevku sem na 3 primerih že prikazal, kako smo se dokopali do najglobjega nezavednega vzroka. Naj prikažem na še enem. Bojim si vzeti čas zase. Ja, kaj bi bilo pa najhujše, če bi si vzel nekaj časa zase? Delo bi zastajalo. Kaj, a samo to? Še kaj drugega? Ja, pa moral bi poslušati očitke, da si nisem vzel časa za ženo, otroke. No, na koncu sva našla pravi vzrok v otroštvu, ko je želel, da bi mu mama, takrat zaposlena, posvečala več pozornosti. S tem namenom je doma delal, da bi bilo čim bolj pospravljeno in urejeno, ko bi se ona vrnila iz službe. Da bi torej ne bilo treba delati in da bi se lahko posvetila njemu. Ampak nažalost mama ni opazila njegovega opravljenega dela in potem je moral poslušati očitke, kaj vse ni bilo narejeno. In potem je delal še več in več. Poglejmo si še nekaj zanimivih problemov in vzrokov, ki smo jih našli. Gospa, ki se je v službi počutila nemočno, je ugotovila, da je ta nemoč izvirala iz otroštva, ko ni mogla preprečiti očetovega pijančevanja. Gospod, ki je tam pri 40-ih zaznal občutek nesposobnosti, pri čemer poudarjam, je izjemno sposoben, je ugotovil, da je izviral ta občutek nesposobnosti namreč iz otroštva, ko ni mogel preprečiti staršev. Bilo pa je to tam nekje pri 2-3 letih. Gospa, ki je šefici učitala vse mogoče, je ugotovila, da si je vse to mislila o sebi, da je torej mislila o sebi, da je točno taka kot šefica. No, se najbrž poznate tisto, da nam drugi nastavljajo ogledalo. In še v 4. primeru, kjer je gospa težko pokazala svoja prava čustva in morala biti pravzaprav vedno tako presedno močna, smo ugotovili, da je zadeva izvirala iz otroštva, ko je oče umrl, mama je bila pa seveda potem čisto sesuta. In gospa si je izgradila prepričanje, da mora biti odgovorna, močna in da ni nikogar drugega, da bi poskrbel za skrušeno mamo. Takrat za mamo, s časom pa tudi za vse ostale okrog nje, vse do popolne izgorelosti. Nato smo v teta stanju travmo tudi odstranili. Naj ponovim s prispodobo. Plevela nismo pokosili,
temveč smo ga izpulili s korenino vred. No, zdaj pa še poglejmo, kakšni so bili učinki. Gospa, ki se je v službi počutila nemočno, je mnogo bolj odločna. Gospod z občutkom nesposobnosti naredi v istem času 2 do 3-krat več, pa še čas za družino ima. Gospa, ki je šefici učitala, da je hinavska, nasilna, nerazumevajoča in ugotovila, da je vsaj bi mislila, da je taka, je nepričakovano dobila drugo delovno mesto. Skoraj idealno in uživa v delu. In še v zadnjem primeru, kjer je gospa tako težko pokazala prava čustva in mislila, da mora vedno biti tako presneto močna, ima zdaj občutek ljubezni do same sebe in zadovoljstva s seboj. Je brez pritiska in nasmehne se ob misli, kaj vse bi bilo morda še treba storiti danes oziroma takoj, pa seveda lahko zadeva počaka do drugega dne. Tako, to je bilo za nazaj, sedaj posmerjamo naš pozornost malce naprej in sicer na delavnico, ki bo 16. aprila. Na voljo sta 2 termina ob 10. in 18. uri. Trajala pa bo približno 1,5 ure, odvisno od vašega sodelovanja, vprašanj, želja, idej. Na delavnici boste spoznali, kako na enostaven način iz tega, kar se nam sicer dogaja v življenju, izlučimo problem, kako za ta problem poiščemo pravi temeljni vzrok in kako ga v teta stanju enostavno tudi odpravimo. Dovolj časa bo tudi za pogovor o možnih pristopih k odpravi naših težav. In ne samo to, reševali bomo tudi konkretne zadeve, zato pričakujte nepričakovano. In po delavnici boste razumeli, zakaj so drugi udeleženci dejali: tako preprosta tehnika, da je težko verjeti in doumeti, da je učinkovita. Izjemno priročno in temeljito. Dobila sem potrditev, da je življenje v mojih rokah, da si ga imam možnost sama kreirati. Ste se že prijavili na delavnico? Hvala vsem, ki ste se. Vse ostale pa vabim, da to storite zdaj.